Danes v Pomurskem dnevniku primerjava gripe in koronavirusa. Sestanek ministrov za izobraževanje. Sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij. Predsednik Pahor prejel zlatnik. Soboški ekran. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ljudje se bojijo cepljenja, pozabljajo pa, kaj lahko pomeni okužba s covidom. Še vedno, in to pa vsem neupravičeno, opozarjajo strokovnjaki, vztraja miselnost, da gre le za obliko gripe. To seveda ne drži, zato smo preverili, kako se razlikuje zdravljenje bolnika z gripo in bolnika s COVID-19, ter kakšnim posledicam ste izpostavljena. Bolnik se počuti slabo, ima povišano temperaturo, hude bolečine v mišicah in glavobol. Simptomi nakazujejo, da bi lahko šlo tako za gripo kot tudi koronavirus. Na to pa se vse obrne na glavo. Čez nekaj dni, ko pri gripi praktično prične bolezen izvenevati, se pri covidni bolezni začne tista zahrbtna faza, to je pričetek hude potrebe po kisiku, ki je praktično najprej sploh ne ugotavljamo, temu se reče tiha hipoksija, in na to potem odpovedovanje večina organov. Obe bolezni se prenašata kapljično in obe sta virusni, a bolnik s covidom bo okužil veliko več ljudi okoli sebe. Kdo od njih bo resno zbolel, pa žal ni mogoče določiti. Vemo podobno kot pri gripi, da so to tisti, ki so starejši od 65 let, da so to bolniki z boleznimi imunskega sistema, da so to bolniki, ki že imajo predhodno bolezni srca in ledvic, ampak nikoli ne moremo reči natančno, da pa nekdo bo to prebolel z lahkoto, drugi pa ne. In to je ta zahrbtnost te bolezni. V soboški bolnišnici kot tudi v zdravstvenem domu Murska Sobota sicer opažajo, da gripe pri njih skoraj da ni. K temu pa ni pripomogla le povečana raba zaščitnih sredstev, ampak tudi precejšnje zanimanje za cepljenje proti gripi. Pri nas smo do sedaj cepili nekje 2700 prebivalcev. Večina se je cepila hkrati. Mi tudi po vseh teh zunanjih lokacijah, kjer omogočamo kot mobilne enote cepljenje proti covidu, ponujamo hkrati cepljenje proti gripi. Uspešnost cepljenja je sicer pri COVID-19 mnogo večja kot pri gripi. Velikanske razlike pa so tudi v zdravljenju ene in druge bolezni na intenzivnih enotah. Na primer, v zadnjih 2 letih smo v naši intenzivi zdravili samo enega bolnika z virusom influence, praktično z gripo, medtem ko smo do sedaj zdravili na intenzivni enoti več kot 300 bolnikov z covidno boleznijo. Pacienti na intenzivni negi pa dobijo vsaj 15, nekateri tudi do 30 zelo močnih zdravil s hudimi stranskimi učinki. Za pozne posledice covidne bolezni prav tako ni še dosti znanega, kajti bolezen je mlajša. Vidimo pa, da lahko tudi pri blagi prebolevnosti te bolezni imamo kasnejše hude posledice. Zato je bolezen, ki jo številni posamezniki še vedno dojemajo kot navadno gripico, marsikomu nepopravljivo spremenila življenje. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je včeraj v Bruslju predsedovala Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport, kjer so se ministri za izobraževanje pogovarjali o različnih aktualnih temah, kot na primer kombinirano učenje in izobraževanje odraslih. Omenili so tudi strateški okvir za evropski izobraževalni prostor in razpravljali o vlogi digitalnega izobraževanja. V popoldanskem delu so se sestali ministri za mladino in obravnavali delovni načrt za strategijo Evropske unije za mlade. Tule v prvi vrsti res izjemno pozdravljamo odločitev predsednice Evropske komisije von der Leyen, da bo naslednje koledarsko leto, Evropsko leto mladih. V tej luči smo imeli še potem dodatno spodbudo, dodaten motivacijo za to, da smo res odločno potrdili tudi naše zaveze v smeri iskanja prostorov za vključevanje mladih v tako imenovan koncept celostnih politik, kar pomeni ne samo, da bomo govorili o mladih kot o ciljni skupini, ampak da je naša naloga, da mlade povežemo in njihov glas slišimo praktično v vsaki javni politiki, saj vsaka zadeva tudi njih in pa njihov položaj.
Po drugi strani pa smo veliko razpravljali tudi v tem neformalnem delu o tako imenovanih državljanskih prostorih mladih, kjer smo ugotovili, da se ti spreminjajo, ker se spreminjajo seveda tudi generacije naših mladih in da jim je treba prisluhniti, istočasno pa seveda tudi močno držati glas naših temeljnih vrednot evropskega prostora, enakih pogojev, poštenja in odprtosti ter participativnosti za vse rešitve, ki jih bomo sprejemali. Tudi, kot že rečeno, na tem mestu smo imeli močno podporo pri našem delu na strani Evropske komisije. Prav tako pa moram tudi z hvaležnostjo povedati, da je vse to delo, ki smo ga dokončali v sklopu slovenskega predsedovanja, prav tako odraz enega tesnega in izjemno plodnega sodelovanja z našima partnerjema iz Trija, z Nemčijo in pa tudi Portugalsko, in izkoriščam to priložnost tudi na tem mestu, da se zahvalim vsem skupaj za to, da smo lahko dosegli vse te velike in pomembne dosežke za prihodnje, o katerih sem vam sedaj spregovorila. Hvala lepa. Jutri ob 17. pa bo v okviru festivala športa potekala še okrogla miza ministrice Kustec s slovenskimi športniki. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj objavilo tretji javni razpis iz naslova programa razvoja podeželja 2014 do 2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo pa je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev. V Koroški, Podravski in Pomurski statistični regiji imamo trenutno še nepokritih 1648 belih lis. To so posamezna gospodinjstva, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih 3 letih. Seznam gospodinjstev, ki jim bo omogočeno sofinanciranje, pa je objavljen v javnem razpisu. Upravičenec do podpore je fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah ali projektno partnerstvo. Do podpore so upravičeni stroški naložb za izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture, gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije. Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materijala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev. Predsednik Republike Borut Pahor je v petek v okviru svojih prizadevanj za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti, ki so pripeljali do samostojnosti Republike Slovenije, na pogovor sprejel predstavnike Svetovnega slovenskega kongresa, ki prav tako letos praznuje 30 let od svoje ustanovitve. Od predstavnikov pa je prejel tudi zlatnik slovenski tolar. Predsednik Pahor se je 26. junija leta 1991 tudi sam udeležil zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa v Cankarjevem domu, ki je bilo tistega leta prekinjeno zaradi agresije jugoslovanske armade nad Slovenijo. Ob tej priložnosti je dr. Boris Pleskovič v imenu Svetovnega slovenskega kongresa predsedniku republike podelil zlatnik slovenski tolar, ki ga Svetovni slovenski kongres podeljuje zaslužnim posameznikom in institucijam, ki si prizadevajo za ohranjanje in krepitev narodne zavesti pri rojakih doma in po svetu, ter svojimi aktivnostmi povezujejo Slovence širom sveta. Zlatnik slovenski tolar predstavlja duh slovenske enotnosti in uresničitev sanj slovenskega naroda. Pogovor ob sprejemu pa je tekel o pravnih možnostih za ureditev statusa Slovencev, ki živijo v tujini in nimajo slovenskega državljanstva. To vprašanje je bilo tudi tema nedavne 3. konference slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo je pripravil Svetovni slovenski kongres. V današnji oddaji iz našega studia gostimo župana mestne občine Murska Sobota Aleksandra Jevška, s katerim smo se pogovarjali o različnih temah, kot so proračun mestne občine za leto 2022, obisk vlade, projekti, ki so v načrtih in že v izvajanju, kampanji o izboljšanju zraka, prostorskem načrtu za fazenerijo. Nekaj časa pa smo namenili tudi dogodkom v veselem decembru in epidemiji koronavirusa.
Mestna občina v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje organizira akcijo za ozaveščanje občank in občanov o nujnosti zajezitve epidemije koronavirusa. In se dogovorili, da bomo preko vseh možnih medijskih kanalov predvsem ozaveščali in pa predvsem pozivali, da naj se v tem trenutku še nekoliko drži pravil, dokler stanje ne bo boljše. Zato, da bomo lahko potem, ko bo se stanje izboljšalo, naprej lahko normalno zaživeli. In velik del te kampanje bo objavljen na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota, preko medijev, preko različnih kanalov, preko spleta, skratka, prisotna bo in jaz upam, da bo dosegla svoj namen. Namreč spoznanje je, da se mi zdi, da je prisiljevanje ljudi k cepljenju na silo manj koristno in manj uspešno kot ozaveščanje. In zato smo se odločili za takšno kampanjo. Pogosto, kad me vprašajo, kakšno je moje stališče do PC pogoja. Moje stališče je tako, da se mi zdi, da moramo vsi odgovorno pristopiti do cepljenja, da moramo v čim večjem obsegu se precepiti. Logično pa je, kdor ima bolezenske ali kakšne druge zadržke, da ga ne moreš in ne smeš siliti v to. In mi smo se tudi kot župani mestnih občin odločili, da poskušamo tudi preko vlade vplivati na življenje ljudi tako, da bodo tisti, ki so zdravi, ki niso prenašalci, lahko živeli normalno življenje, ker se mi zdi, da si ne zaslužijo, da so na nek način žrtve tistih, ki se namenoma nočejo cepiti. In se mi zdi, da je to prava filozofija. Na Mestni občini Murska Sobota so zaradi epidemije do nadaljnjega odpovedali vse dogodke prazničnega decembra. Župan pa je ob tem dodal, da bodo še vse nadoknadili in da je sedaj čas, da stopimo skupaj, zdržimo in ne izgubimo upanja. Na spletnem portalu Sobota Info danes med drugim poročajo o prednostih in slabostih elektronskih vinjet, ki stopajo v veljavo s 1. decembrom. Več zanimivih vsebin pa poiščite na sobotainfo.com. Jutri bo oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 3 stopinje Celzija. Opoldne smo v Murski Soboti in v Radencih namerili 3 stopinje, v Lendavi 4, v Krajinskem parku Goričko pa -4 stopinje Celzija. Jutri zjutraj bo na Primorskem že pretežno oblačno, dopoldne se bo pooblačilo tudi v osrednji Sloveniji, popoldne še na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru od -7 do -4 stopinje, dnevne pa okoli 5 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami. Po nižinah bo sprva večinoma deževalo, popoldne se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin. Do petka zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 1 do 6 stopinj, dnevne pa od 4 do 9 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.